Bomo vprašali Roka, če je spoznal kakšno kravico s kakšnim posebnim imenom v Trzinu. Prav lepo pozdravljam Roka in gospoda župana, ki bo hvala v njegovi družbi, če že Rok, lepo pozdravljena oba. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka, tukajle izpred občine Trzin, tukajle ob meni pa župan občine, gospod Peter Ložar. Peter, lepo pozdravljeni in najlepša hvala za to toplo dobrodošlico v Trzinu. Mogoče en kratek uvod na začetku, malo da predstavite sploh občino Trzin. Ja, torej, najprej en lep pozdrav iz Trzina, tudi v mojem imenu. Občina Trzin je ena manjših občin, pač tretja najmanjša po površini, po prebivalcih smo pa nekje v sredini, je pa daleč najbolj razvita v Sloveniji in to seveda prinaša tudi nekaj prednosti, seveda kar nekaj prednosti, pa tudi nekaj slabosti, tudi kasneje lahko razložimo. Drugače pa v vsakem primeru nas je dobrih 4000 prebivalcev, imamo industrijsko cono, nov del Trzina, star del Trzina, tukaj mogoče iz starega dela, kjer smo trenutno, se je nekako Trzin tudi potem kasneje v vseh teh letih razvil iz, bomo rekli, iz vasi, ki je imela 1000 prebivalcev, smo zdaj prišli, da se že bliže, dajmo reči 4000 prebivalcev in še nekaj čez. Se pravi, bi rekli, da ste izredno hitro rastoča občina. Tako, po eni strani je to najbrž logično, ker smo zelo blizu Ljubljane. Ta področje omogoča še zmeraj neko kvaliteto življenja, kot da smo bolj na podeželju. V bistvu smo pa 10 km od centra Ljubljane, povezave so zelo dobre, se še izboljšujejo. Tudi nekako občina poskuša na tem delu narediti, kar se največ da. Zdaj, sicer to je bolj od države odvisno, se bo počasi tudi z vlakom spremenila zadeva, najbrž na boljše še, kot je že zdaj, že imamo novejše. Poskušamo z kolesarskimi povezavami in tudi vse ostalo nekako prilagoditi temu, da smo nekje, bom rekel, skoraj zraven Ljubljane, pa občutek je pa, kot da si nekje na podeželju. Ja, in ena izmed prednosti Trzina, lahko rečemo, so ravno te zelo dobro urejene prometne povezave in to že od nekdaj, če pogledamo nazaj v zgodovino, je bil Trzin območje prometa, kaj ne? Tako, Trzin je že ves čas, bom rekel, na križišču teh starih poti, še furmanskih poti, če tako pogledamo, zato se je tem na našem področju že bom rekel, res že stoletja nazaj se je začelo razvijati s furmanstvom povezana, bom rekel, ni bila takrat industrija, ampak podjetništvo, če lahko temu rečemo, torej gostilne, predvsem mesarstvo in na ta način se je potem tudi Trzin razvijal kot, bom rekel, kot vas, ki je bila na poti med Ljubljano, med Štajersko in tudi nekako med Gorenjsko, vsaj ta del proti Kamniku gor. Omenili ste, da je občina Trzin najbolj razvita slovenska občina, gospodarsko razvita. Katere pa so tiste gospodarske in obrtniške dejavnosti, ki so tu najbolj razvite in pogoste? Torej, dobršen del Trzina zavzema industrijska cona Trzin. Moramo vedeti, da vsak dan tja pride nekje med 6 do 7 tisoč ljudi na delo ali pa na upravljanje storitev, karkoli. In je zelo različen spekter, zelo se zdaj sicer bom rekel, v to višje razvite tehnologije se sedaj nekako spreminja in mislim, da tudi tukaj naša industrijska cona je v slovenskem vrhu, kar se tiče razvoja tehnologije in storitev. V občinah, ki so blizu Ljubljane, da tako rečemo, je normalno navada, da se vozijo v Ljubljano. Tukajle pa opažamo tudi obraten trend, da marsikateri Ljubljančan se pa vozi na delo v Trzin. Ja, to je zanimiva zadeva, ampak kot rečeno, pri tako veliki industrijski coni, ki je seveda povezana z Ljubljano, je logično, da pride tudi, mi ocenjujemo, da nekako od 6000, dajmo reči, 6000 ljudi, približno 1/3 pride iz ljubljanskega področja. Torej, zanimiv obratni trend, ki mislim, da se bo najbrž v prihodnosti tudi po drugih občinah v okolici Ljubljane razvijal, kar je logično, glede na to, da pač Ljubljana do neke točke prenese, potem je pa seveda se začne širiti. No, kljub vsej te industriji, razvitosti pa imate kar nekaj zelenih točk, priljubljenih planinskih poti ali pa izletniških točk, bi morda izpostavili kakšno? Zdaj, eno stvar moram popraviti, vse izletniške točke se zelo hitro začnejo potem gor tukaj in pridejo v Mingaš, to je res, ampak nič ne de, smo zmenšani, smo zelo dobro sodelujemo, tako da bom rekel, ta turizem, kar ga je na tem delu, se seveda dopolnjuje en z drugim. Drugače kot
Te točke, ki so pa mogoče za naše občane bolj aktualne, so pa seveda ta naša igrišča. Zelo smo se potrudili v vseh teh letih od nastanka občine Trzin, tega je zdaj dobrih 20 let, da smo šli v to rekreacijsko površine za rekreacijo. In tukaj mislim, da je občina Trzin zagotovo na prvem mestu v Sloveniji. Katere oblike rekreacije in športa pa so tu najbolj priljubljene? Pravzaprav vse dopolnjujemo še z, tako bom rekel, pač imamo dve igrišči, kjer omogočajo košarko, odbojko, rokomet, vse zadeve. Trenutno smo v fazi pridobivanja dokumentacije za novo večnamensko športno dvorano. Kot rečeno, igrišča so razporejena na obeh delih Trzina, teh rezidenčnih bolj, drugače pa še ogromno teh manjših, bom rekel, igrišč za otroke, kar tudi omogoča nekako, da se že od mladih nog naprej začne rekreacija. In k temu zelo stremimo. In tukaj le stari del Trzina, kot ste prej rekli, pa je nekako precej drugačen od industrijske cone. Tukaj le je, lahko rečemo, izredno prijetno življenje, medtem ko pa je v industrijski coni precej ta delovni utrip. Sicer v industrijski coni je nekaj rezidentov, ampak ni to zelo razširjeno. Predvsem je to nekako podjetniki, ki so tam začeli pred dobrimi, temu že 30 let je že tega, seveda pred 30 leti so nekako tudi, bom rekel, si tam ustvarili družine, življenje in tako. Medtem ko star del Trzina, kot sem že na začetku omenil, je nekako zrastel iz te vasi in je dejansko občutek res, da si nekje na podeželju. Nov del Trzina, Trzin Mlake uradno se reče, tam je sicer bolj strnjena gradnja, ki se je zgodila konce 70-ih, v začetku 80-ih let, ampak vseeno, ker je dejansko naselje obkroženo z gozdom na eni strani, na jugu pa z travniki in nivami, je občutek čisto drugačen. Ob tem, da si res na nekem zelenem, dokaj mirnem kraju, kot ga pač seveda promet dopušča, to je jasna stvar, ampak to moraš vzeti v zakup. Vse ostalo je pa nekako, bom rekel, vsa ta infrastruktura, vrtci, šola, vse te zadeve, kulturni domov, imamo celo dva kulturna domova, če lahko tako rečem. Zdaj smo trenutno v fazi izgradnje večnamenske, torej gasilni dom in še večnamenski objekt za društva in na ta način res spodbujamo to dejavnost, kar se le da. Ja, torej to so neke, tako lahko rečemo, prijetne skrbi, ko z naraščanjem prebivalstva je potrebno še seveda gradnja infrastrukture, ki je za to seveda potrebna. Drugače pa Trzin stoji na precej močvirnatih tleh in zato imate tudi tale močvirski tulipan v grbu. Kaj pravzaprav na rumeni podlagi? Kako da ste se odločili ali pa so se odločili Trzinčani in Trzinčanke za tak grb? Ko je leta 1999 nastala občina, se je seveda pojavilo tudi vprašanje, kaj zdaj narediti s tem, z našimi insignijami, če lahko to rečem tako. In Trzinci smo znani po sekircah. Namreč, ker sem že na začetku omenil, da je bilo tukaj zelo razvito mesarstvo, tudi ledarstvo, so bile v bistvu obvezna oprema Trzince, so bile sekire. Tako da so bili ta prvi, bom rekel, ta prve skice oziroma ta prvi osnutki so šli v smeri, da bi bila na našem grbu sekira. Ampak, ker je vse skupaj malo preveč militantno izpadlo, se je potem začelo razmišljati v smeri, da bi nekako bilo bolj naravno in seveda, ker je eno redkih področij, kjer ta močvirski tulipan, to naše znamenje, še raste, smo ga seveda vzeli za svojega. In tudi sedaj, v vseh teh letih, ko je to izredno občutljiva rastlina in je začela izginjati in se zdaj zelo trudimo, da v bistvu na področjih, kjer še obstaja nekako, oziroma tudi vse ostale močvirne rastline, da jih probamo zaščititi. In smo ravno skoraj da že zaključili en projekt, kjer smo tudi dobili evropska sredstva, Marija se imenuje, za zaščito mokrišč, kjer smo v bistvu 3 hektarje mokrišč na novo očistili, pripravili do tega, da upamo, da bo spet nazaj. In že gremo v drug podoben projekt, kjer je pa res prav rastišče tega močvirskega tulipana in upamo, da bomo v naslednjih letih tudi tam uspešni, da to naše znamenje, simbol Trzina, tudi za naše zanamce zaščitimo v naravi. Ohranite, ne samo v grbu, ampak tudi dejansko v naravi. Gospod Peter Ložar, najlepša hvala za enkrat za vsa ta pojasnila. Prav kmalu se spet vrnemo izpred občine Trzin, do takrat pa si na kratko malo vdahnimo in namenimo nekaj minut našim oglaševalcem. Se vidimo prav kmalu.
En prijazen pozdrav izpred občine Trzin, tukaj se nahajam, ob meni pa gospod župan Peter Ložar. Govorili smo o prednostih, o življenju v občini Trzin in ena izmed lastnosti občine Trzin je, da je precej prometna občina. To je že od nekdaj lahko prednost in slabost. Kaj se dogaja na področju prometa tukaj v občini Trzin? Ja, kot sem že omenil, se trudimo z državo nekako priti do tega, da bi se tale naš področje, ni samo Trzin, bi rekel, čez Trzin se valovi iz Kamnika, Mengša, na drugi strani iz Domžal, se seveda prelijejo proti Ljubljani, logično. In zdaj v zadnjem času, kot rečeno, se dela veliko na železnicah, to upam, da se bo v prihodnosti nadaljevalo, da nekako dobimo vsa ta naša regija spodoben prometni sistem, ki omogoča, da se, bom rekel, velika masa ljudi, ki je na tem delu, torej govorimo o skoraj 100 000 prebivalcih, ki pretežno vsi tangirajo proti Ljubljani, da bi se to nekako uredili. Naša želja je seveda tudi tale promet, ki ga tukaj vidite, da teče, da bi tega počas spravili tjale na obvoznico, vzhodna obvoznica Trzinska, ki je že dolga leta predmet debat, tako predvsem z državo, kot bom rekel tudi z nosilci urejanja prostora. Vemo, da kmetijska zemlja bi jo seveda čim bolj obdržati, ampak določene zadeve preprosto ne gredo drugače, kot da bo to potrebno. Tako da smo se zdaj v 3 občine, torej občina Mengeš, Trzin in Domžale, smo šli skupaj v regionalni prostorski načrt za izgradnjo te obvoznice in tukaj imamo tudi, hvala, bom rekel, se zahvaljujem Direkciji za infrastrukturo, da je pristopila zraven in da sodelujemo. Tako da mislim, da v nekem doglednem času, nekaj parih let, da bomo blizu tega, da se bi ta obvoznica začela graditi, kar bi seveda izredno razbremenilo to hudo prometno cesto, ki poteka točno čez sredino Trzina. No, del prometa pa bi lahko razbremenila tudi še bolj dodelana in razvita železnica. Ja, tukaj, kot rečeno, se zdaj pogovarjamo z državo o tem, da bi se do Domžal spremenilo v dvotirno, torej nadgradilo v dvotirno, elektrifikacija in naprej proti Kamniku in proti Brniku. Tudi to je zdaj, kot je bilo v državnih prostorskih načrtih vidno, je neka resna želja, da bi se tukaj ta del uredil tudi na ta način. Zraven pa seveda to, kar pa mi lahko naredimo, je pa to, da se potrudimo, da s kolesarskimi, zdaj letos smo pridobili blizu milijona evrov evropskih sredstev za nadgradnjo kolesarske steze čez Trzin. Celoten projekt je pa v bistvu potekal od občine Kamnik, Mengeš, Trzin do Ljubljane v vrednosti skoraj 3,5 milijona. In to bo velik, bom rekel, dosežek, da bo na tem delu nekako kolesarska steza, ki bo tudi omogočala bolj zavzetim rekreativcem, da se pravzaprav lahko tudi v službo ali pa samo na izlet odpravijo namesto z avtomobilom s kolesom. Torej. In tako nekaj prispevajo tudi k okolju in seveda za trajnostni razvoj. Kaj pa so še drugi projekti in investicije, katerim v teh časih posvečate največ pozornosti na občini? Trenutno smo v zaključevanju, bom rekel, večnamenskega doma, dom zaščite in reševanja, je sicer uradni naslov, ampak noter bo poleg gasilske dejavnosti in civilne zaščite tudi bom rekel, dnevni center za starejše občane v prvem nadstropju. Tudi tukaj smo bili uspešni na razpisu LAS za evropska sredstva in računamo, da bo v tem letu, ko bomo odprli ta dom, bo tudi zaživel ta dnevni center, kar je velika dodana vrednost. Že sedaj smo se trudili, da bi nekako starejšim občanom ponudili neko kvaliteto in smo imeli center aktivnosti Trzina, ki je omogočal nekih 15 različnih dejavnosti, od slikarstva do učenja angleščine, učenja računalništva, tudi mobilne telefone, zato da tudi starejši pridejo v stik na eni strani s tehnologijo, lahko si pa kvalitetno svoje življenje nekako tudi obogatijo. Sedaj bomo to še seveda nadgradili, ker bodo prostori moderni, opremljeni, tako se zagre. Naslednja stvar, ki jo trenutno izvajamo, je obnova starega vaškega jedra. Tudi tukaj smo bili uspešni na razpisu za evropska sredstva in ta del bomo v bistvu pred cerkvijo kot trg, ki je nekako zamrl v vseh teh letih, ga bomo zdaj seveda poskušali spet nazaj obnoviti. Torej, da bo neka ureditev kot, dajmo reči, mogoče malo bolj urejeno, kot je ponavadi infrastruktura, torej z granitnimi
z granitnimi robniki na ta način in tudi z drevoredno ureditvijo. V celoti se pa seveda ureja tudi od spodaj infrastruktura, kar je logično, vsa odvodnjavanja in vse to, kar je v Trzinu, ki je, bom rekel, na nek način povsod precej vodnata, zmeraj ena od zadev, na katero dajemo posebno pozornost. Tudi širimo, bom rekel, razbremenilnike v smeri tukaj v Mlakah, tako da se zagotovi na nek način to, na eni strani za ljudi varno, kar se tiče poplav, po drugi strani pa da ohranjamo to naravo, ta mokrišča, ki smo jih tudi prej omenili. Drugače smo pa še pri lasovskih projektih smo bili uspešni, kar se tiče otroških igral, tako da smo zdaj vseh 5-6 otroških igrišč smo zdaj opremili z še dodatnimi novimi igrali. Ves čas obnavljamo stare. Na lasovskih teh razpisih smo bili uspešni tudi za razširitev našega muzeja, torej muzej na prostem, kjer smo obnovili star toplar in pod njega bomo dali kmečko orodje, ampak verjamem, da bodo o tem več lahko povedali moji sogovorniki in sogovornice kasneje. Ja, tja se tudi še odpravimo, seveda v naslednjem bloku, tako da tudi tega ne velja zamuditi. No, poleg tega pa v občini Trzin veliko vlagate v kulturo, tudi sami izhajate iz igralskih vod, sem slišal, tako da temu dajete še poseben pomen. Tako. Trzin ima zelo močno kulturno dejavnost že praktično še iz kraljevine, če torej res govorimo o 90-letnica je bila pred nekaj leti, bližamo se 100-letnici in takrat je bilo ne politično prosvetno društvo, ampak iz tega se je ves čas konstantno smo bili Trzinci znani po tem, da imamo gledališko dejavnost v krvi. In to se je seveda odražalo tudi pri priznanjah in nagradah, ker smo bili v zadnjih letih zopet malo je seveda to v valovih, pride neka generacija in gre in pride spet nova generacija in moram reči, da smo bili zdaj na vseh teh zadevah zelo, zelo uspešni. Zdaj seveda občina tudi podpira to dejavnost, kot je pač v naši moči. Razvilo se je pa seveda tudi veliko drugih dejavnosti in društev. Imamo pevske zbore Trzinka, imamo društvo upokojencev, ki tudi dela na kulturnem področju, imamo zavod Azum, ki dela z mladimi, res ogromno je tega in jasna stvar, to tudi da neko kvaliteto življenju v kraju, ker taka tako kulturno razgibano, tako je v našem kraju, spet glede na majhnost, mislim, da spet zelo težko najdemo. Pa da se bomo še pravilno naučili izgovarjati, se mi zdi prej narobe povedal, torej Trzinci in Trzinke, je tako prav? Trzinci in Trzinke, en hec obstaja, da so Trzinčani in Trzinčanke tisti, ki so se preselili, ampak to je neka stara zgodbica, ki je mogoče v tistih prvih letih, bom rekel, konce 70-ih, začetek 80-ih, se je še malo šlo na to, kdo je Trzinc, kdo je Trzinka, Trzinčan in tako naprej. Jaz zdaj rečem, da smo vsi Trzinci in Trzinke. No, tako da boste naslednjič, ko pridete sem, znali pravilno izgovoriti prebivalca, torej Trzina. Kdaj pa je sploh najboljši čas? Ali lahko sploh rečemo, da obstaja najboljši čas za obisk Trzina? Imate namreč kar precej enih dogodkov, festivalov in tako naprej. Ja, drugače je bilo pravzaprav maj, 15. maj je občinski praznik, zdaj se bližamo 750-letnici prve omembe Trzina in seveda okrog občinskega praznika 15. maja smo imeli največ dogodkov. Zdaj govorimo, COVID situacija je seveda vse skupaj malo spremenila, ampak jaz računam, da mogoče letos še ne, v naslednjem letu pa se vrnemo v polni pogon in takrat pravzaprav je daleč največ dogodkov, največ zanimivosti, kar se tiče, bom rekel, in sejma in Trzin festa in tako naprej, ampak po drugi strani pa, kadarkoli se oglasite v Trzinu, imate krasno, zdaj se zmeraj se razvijamo tudi nekako v konjeniški turizem. Mislim, da v naslednjem letu smo že zelo blizu, da bo nastala še ena šola, ena že zdaj tam obstaja in tudi tukaj v sosednji občini, ki se praktično drži tukaj Trzina, je tudi že dol, pravzaprav mislim, da tam so pa že 4 konjeniške šole. In na ta način se tukaj seveda tudi en segment turizma, ki mislim, da je zelo v vzponu, se zdaj tudi v našem kraju dogaja. Seveda ne smemo pozabiti gostilne, imamo muzej in ostalo pa seveda, kar pomeni, da je odlična izhodiščna točka tudi za druge, bom rekel, za druge točke v drugih občinah. Torej, poleg kolesarskih stez, ki se gradijo in ki že obstajajo, tudi veliko poti, s katerimi lahko jezdijo okoli? Tako, se dela na tem. Zdaj, kot rečeno, bo to seveda nek projekt, ki bo moral biti enkrat usklajen tudi z državo, kje se bo to uredil.
Ne, da bi bil kritičen, ampak zmeraj mečkam zamujamo pri vseh stvarih, tako je življenje, nimamo kaj, ampak računam, da tudi to bo počasi, ker ta polja tukaj naokrog že to omogočajo, samo pač enkrat bo to treba še nekako urediti, da je bo varno. Tako. Peter Ložar, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, malce ste nam približali občino Trzin, jaz pa vam želim še veliko uspešnega dela in veliko zadovoljnih občanov in občank. Najlepša hvala in tudi seveda hvala in lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Takole, s temi besedami pa se tudi poslavljamo z občine Trzin, zaenkrat kaj kmalu pa se spet vrnemo, takrat bo pa še več govora o muzeju, kulturi in dediščini, tako da ne hodite daleč, sedaj pa gremo za trenutek v oglase. Se gledamo kasneje.